Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav. Današnji oddaji Družina pred izzivi časa bomo spregovorili o spolnosti. Moja gosta sta Mihajla in Jernej Kovač, družinska terapeuta. Dober dan. Pozdravljeni. In čisto na začetku eno osnovno vprašanje, kaj sploh je spolnost? Ja, bi lahko rekli, da je res spolnost ena vrednota oziroma ena stvar, ki zaposluje vsakega izmed nas. To je ena vrednota, ki lahko rečemo, da je zelo spreminjala tekom zgodovine svoje vrednosti, predznak. Če se spomnimo nazaj naših staršev, naših starih staršev, je to bila ena tabu tema, o kateri se bolj ali manj ni govorilo, oziroma celo se je doživljalo, da je to greh. Ampak je pa tudi v tem obdobju te ljudi zelo to zaposlovalo, tako mišljenjsko, kakor tudi čutenjsko. Tam nekje v 70 letih je pa postal to en boom, o katerem se je ogromno razpravljalo, ogromno govorilo, ampak zelo je šlo na to, da je spolnost zelo razvrednotila, ne? Kar pomeni, da se je o spolnosti govorilo tako kot o eni stvari, ki ti pač nudi užitek oziroma eno sprostitev teh svojih napetostih, fizioloških stanj. In v današnjem času lahko rečemo, da se ogromno stvari piše, govori o teh stvarih, ampak bolj ali manj o teh tehnikah, o pripomočkih, o parfumih, ki nekako težijo vedno k temu, vedno k enemu užitku. Ni pa, zelo malo pa je povedano o tem bistvu, o tem temelju, kaj sploh spolnost je, ne? Ker če se samo malo tako poigramo z besedami, lahko rečemo s polnostjo, ne? Da morata moški in ženska biti s polnostjo, tako v čustvenem, miselnem, vedenskem in tudi na koncu telesnem stiku, da so sploh pripravljena za to, za vrhunec vsega tega, ne? Ki se pol izraža v spolnosti. Tega je pa povedano danes zelo malo, ne? In lahko rečemo, da tako nekako na kratko zelo rečeno, da je spolnost, da si čustveno, vedensko in miselno, ko se dva nekako združita v teh stvarih, takrat lahko pride do spolnosti, ne? Da se predata drug drugemu, ne? Ali je zdaj poljub že spolnost, ali pa to konkretno spolne? Ja, tudi poljub lahko rečemo, da je že ena intima, en uvod, ena uvertura v spolnost, ne? In lahko rečemo, da pri poljubu se ti zbudijo najbolj te senzorične, najbolj senzitivne in je en uvod, lahko rečemo, da je že to ena intima, ena uvertura v spolni odnos, ne? Še Mihajla? Ja, bi se kar strinjala, jaz Jernejem, ja. Mogoče ne sem poljub, mogoče že dotik z roko, mogoče že kakšna opomba recimo, ne, mogoče čist pogled je že lahko zajema nekako na en način spolnost, ne. Se mi zdi vedno res, kot pride tisto občutek, ja, da si dva delita res tisto na globinski ravni ima čisto vse, ne, da lahko čutita drug ob drugem, da lahko mislita drug ob drugem, da sta lahko to, kaj sta drug ob drugem, da se že tu v bistvu nekje začne. Primer, da imam majhnega otroka, ali pa imamo dva, hčerko in sina, kdaj zdaj začeti z njima govoriti o nekih spolnih razlikah in potem tudi kasneje o spolnosti? Ja, jaz mislim, da otroci zelo hitro sami načnejo te teme, ne? In se mi zdi, velikokrat se starši tega ustrašimo, recimo, ne vem, če se tukaj predstavljamo enega fantka in pa deklico, ko se tam prideta pa rečeta, to pa je nosek, ne? Pa ponavljata nosek in vsem tetam pa stricem ponosno pokažeta, da zdaj dva vesta tudi pa moj nosek, ne? Pa gremo naprej, pa rokica, pa nogica in ko to na nek način začnejo o tem govoriti, smo ponosni, veseli, srečni, vidimo, otrok napreduje, ne? A koliko se pa včasih zalomi, recimo, ko pa, ne vem, začnejo opazijo, ok, jaz sem pa tudi drugačne spolne organe, pa kaj pa je zdaj to, ne? In hočejo poimenovati, in recimo, da je tam nekdo drug zraven, koliko smo mi tam v zadregi, ne? Ampak v bistvu za otroka je pa to samo en del telesa, kakor ušesa, kakor nos, kakor rokica, ne? In koliko je tu pomembno, da že na samem začetku, recimo, otroku ne damo en občutek, s tem je pa nekaj narobe, to pa je nekaj nerodnega, nekaj groznega, tega se moraš pa sramovati, ne? Zelo hitro lahko do tega pride in je pomembno, da mu tudi damo vedeti, to je pa spolovilo, ne, to je pa recimo, ne vem, eni uporabljajo, kaj se vem, recimo lulika ali pa eni pa kar
izraze, kakor že od odraslih, a ne, to pa je vagina, a ne, in da damo otroku, da ni s tem nič narobe, da je to tudi del njega, ne. Zelo pomembno je, da govorimo potem z otrokom o spolnosti, ne? Se pravi, že zelo z majhnim, ne? In kot si Mihajla rekla, na prijeten oziroma lep način moramo to ovrednotiti. Kaj se pa zgodi, če starši tega ne naredijo? Ja, če starši tega ne naredijo, ne, se pa otrok, kot je Mihajla začela, ko otroci zelo čutijo starši, ne, in če oni čutijo, da smo mi takrat v zadregi, ko so oni namen prime za penis ali punca za vagino ali za luliko, kakorkoli pač poimenujemo, ne, tudi otroci čutijo, da je to nekaj takšnega, o čemer se ne govori, ne, in pol se oni čutijo osramočeni, grdi, nevredni, ne, in vsa ta občutja se tudi prenesejo naprej, ne, in kje pol oni začnejo spoznavati to preko vrstnikov, ponavadi preko teh vrstnikov, ki so bolj grdo govorijo o spolnosti, ne, preko teh različnih revij, preko vseh mogočih drugih pripomočkov, ne. Najbolj izrazito pa nekako pride tam po 11. letu, ko pridemo v obdobje pubertete, ne, takrat se celotno telo začne spreminjati, dečke začnejo dobivati to Adamovo jabolko, poraščenost, deklice menstruacije, prsti začnejo rasti, ne, in tudi tam se začnejo tisti prvi koraki spolnosti, ne, ali je tam kdo od staršev, se pravi oče ali mama, ki ti bo vedel to ovrednotiti, ki ti bo vedel reči, to je nekaj normalnega, da ti pese rasejo asimetrično, da prva ena, takrat druga, kaj je to menstruacija, da če je tam oče, ki ti ve razložiti, kaj je to erekcija, kaj to pomeni poraščenost, ne, in že na osnovi teh stvari ti začneš, na osnovi tega, koliko ti spoštuješ, bo začel spoštovati svoje telo, na takšen način boš tudi izoblikoval en odnos do spolnosti, ne. Vse bolj pomembno od tega, kako nam to starši govorijo, kakšna sporočila nam dajo, je pa to, kako starši spoštujejo svoje telo, kakšen odnos imajo oni do spolnosti, kako se mama in oče pogovarjata med sabo, kako razrešita te stiske, te bolečine, a je tam en pogovor, ali se te stiske vse velikokrat nažalost izračujejo tudi preko spolnih odnosov, ne, in rečejo nekako odnos nam ne laufa, spolnost pa gre, ne. Se pravi, da je to malo zamenjano, ne, da sigurno smo ljudje bitja odnosov, ne, in zato preko spolnosti mi gradimo odnos. To se ne pravi, da je samo spolnost bila tisto orodje, preko katerega bi urejali odnos, ampak je pa tisti višek, vrhunec vsega. Prej pa mora biti en pogovor, eno sprejemanje, ena odgovornost, eno spoštovanje, eno zaupanje. Zaupanje pomeni, da se lahko drug na drugega zanesete, da se lahko predata, ne. Se pravi, bistvo vsega tega, kar otrok je, da mi cenimo kot oče, jaz, Mihajla, kot mama, da cenimo svoje telesa, ker če bomo svoje telesa cenila, bodo otroci to začutili, da je telo ena temelj, ena sakralnost, ena svetost, ki se ga spoštuje, ne. In na ta način bomo tudi dali najlepši zgled otrokom, ne. Ker če mi sebe ne cenimo in lahko dajemo ne vem kakršnakoli sporočila otrokom, bodo otroci čutili. Ker bodo tudi oni svoje telesa toliko cenili, toliko spoštovali, toliko vrednotili, toliko mi cenimo, spoštujemo svojo telo, ki je naše edino, enkratno in neponovljivo, ne. Če spoštujemo svoje telo, potem lahko govorimo o neki zdravi spolnosti. Je potem to? Ja, jaz mislim, da je to kar zajema nekje, ne. Krati bi še pa mogoče dala čisto čutenski del, ne, da spoštujemo tisto, kar čutimo. Ker večkrat se zgodi, recimo, ne vem, da nekako čutiš, a ne, pa si tega ne priznaš. Ali pa recimo otroci čutijo, pa mi nekako s tistim se najbolj ne strinjamo, kar čutijo, a ne, in nekako bi jih probali prepričati, da ne čutijo prav. Statistike, ki jih beremo po statističnih uradih in tako naprej, kažejo, da gre ta starostna meja, kdaj se otroci prvič srečajo z konkretnim spolnim aktom oziroma s konkretnim spolnim dejanjem, zelo nizka. To sega nekje v osnovno šolo, tam 7., 8., 9. razred. Kaj pa zdaj, ne? Kdaj je tisti primeren čas, da se ženska oziroma moški oziroma punčka ali fantek spustita v neki prvi spolni odnos? Kje so tu zdaj te meje? Kaj je to zdaj zdravo, kaj ni zdravo?
To je zelo delikatno vprašanje. Ne? Zdaj eni rečejo, to je 15 let, eni rečejo 18 let, eni 21 let. Ne? Mislim, da je zelo težko govoriti tukaj prav o starostnem obdobju, kdaj je tista prava. Sigurno, bi rekel nekje, da tam pred 18 letom ni vredo, če gre sprej spolni odnos. Zdaj pa bodo rekli, kdo pa še čaka do 18. leta, če smo tako kruti. Ne? Ampak če se čisto probamo živeti, mislim, da je to tisti srč, tisti temelj na vaš odgovor na vaše vprašanje, kaj mi iščemo v spolnosti. Ne? Ali res iščemo mi tisti užitek, ali iščemo mi, ker s to prehitro zatvegano spolnostjo, kaj mi iščemo v tej spolnosti. Ne? In jaz zelo, zelo globoko verjamem, da mi iščemo tam eno ljubljenost, želenost, hotenost, pripadnost, ki je ponovadi ne dobimo doma. Se pravi v tem družinskem krogu. Ne? In se pravi, večji kot je manjko, primanjkljaj teh sprejetosti, čustvenosti, ljubljenosti, pripadnosti, hotenosti, bolj hitro gremo v spolnost, ker imamo občutek, da bomo preko telesa dobili vsa ta občutja, za katere smo doma prikrajšane. In zato na nek način mi želimo iz telesa izžeti tisto, kar nam telo ne more dati. Se pravi, če mi tega čustvenega objema nimamo, tega občutja pripadnosti, domačnosti, domače družine, toliko prej bomo mi šli v spolne odnose in bomo probali to domačnost, to sprejetost dobiti v spolnih odnosih. Ampak preko slej spoznaš, da tudi tam nekaj časa ta užitek ti prija, ampak ko pa enkrat ta spolni odnos končan, se bo čutil v sebi prazno, razočarano, razvrednoteno. Vidiš, pride do spoznanja, da ni to tisto, kar iščeš. Ker vsi ljudi od teh ljudi, ki so spolno odvisni, saj ne iščejo tistega užitka v sebi, ampak iščejo eno ljubezen, eno pripadnost, ki je nimajo. Ampak ko greš v spolni odnos in vidiš, da si zopet razočaran, da si razvrednoten, da imaš občutek nevrednosti in te zelo boli. Ampak večkrat rečejo ljudje, je pa vse, me nekdo rad, me nekdo čuti, me nekdo doživlja, ampak spolnost je daleč od tega, če prej nekaj ni, če ni tam enega spoštovanja, enega spoznavanja, ampak pri 13, 14, 15 letih se ljudje ne morejo tako spoznati, da bi rekli, jaz se ti pa lahko v polnosti predam, ne? Ker nisi niti miselno, niti čustveno, niti telesno si, miselno pa čustveno si pa daleč od tega, da bi lahko se nekomu predal, ne? Zato bom rekel, tam spolnost, če že tako ste me izvali s temi, kdaj je tista starost obdobje, sigurno je to enkrat po 18. letu, ne? Ker takrat tudi lahko delaš vozniški izpit, nekako ostaneš polnoleten, si opravilno sposoben, ne? In tudi takrat lahko začneš razmišljati o sebi, ne? Ampak je pa zelo vprašanje, kdaj je tisto, ne? Ali je to res 18 let, ali še je pozneje, ne? V Ameriki se celo zdaj ustanovila ena skupina Počakajmo s polnostjo, ne? In vedno rečejo, zakaj pa bi počakali s polnostjo, ne? Ampak časoma vidiš, da je to res ena vrednota in da je nekaj to več kot samo tisti spolni odnos, tisti užitek, ne? Tukaj ste zdaj nekaj že nakazali, kakšne so posledice lahko prehitre spolnosti. Ja. Mihajla, še vi kaj dodali? Ja, jaz mislim, da dejansko ta prehitra spolnost dejansko osiromaši odnos. Ker dejansko mogoče včasih zapolni tisto praznino, ko tam ostaje, ko ostaneš brez besed, recimo, takrat, ko se tam ena stiska prebudi, ki bi se v odnosu lahko razrešila, ne? Ampak ko pa pride tja spolnost, pa dejansko se na nek način sam sebe onemogočiš, da bi sploh začel o tem govoriti. Ker te preplavi tisti občutek, ki ti ga telo daje, ne? Ampak tista čustvena stiska pa bolečina pa ostajata, ne? Še globlje nekje potem prideta kasneje na dan. Kaj pa potem to pomeni za naprej? Če se fant oziroma punca prvič spustita kar tako v spolni odnos, kaj pa potem za nadaljne spolne odnose, ko res mogoče najdeš neko osebo, ki se ob njej ponovno čutiš ljubljen in tako naprej, ne? Kaj pa takrat? Kje je zdaj ta spolnost? Oziroma, kakšna je zdaj ta spolnost tam? Ja, jaz mislim, da nekako tista čutenja, da jih dobiš v odnosu, kjeremkola, ne, tako doma, recimo v družini, tako v, ne vem, partnerskih odnosih, ki so recimo, ja, na začetku zaljubljenosti so zelo na kratki roki. Jaz mislim, da tista čutenja neseš ti s sabo, a ne.
ne izginejo kar tako, ampak so nekje v tebi in jaz mislim, da v naslednjem odnosu je treba zelo veliko o tem govoriti. Kako se počutiš, kje si, kako ti to spolnost doživljaš. Bo zelo veliko treba o tem govoriti, in da če je tam prostor, da lahko ti to poveš, pa tam ni ene ogroženosti, pa kako si pa zdaj lahko nekaj takega naredila, ali pa naredila, pa kaj zdaj, a ti sploh imaš mene rad ali me nimaš, če bo tam res en odprt prostor, da lahko ti o tem izgovoriš, da si slišana, da te ne obsujajo, da ti ne kritizirajo, se ne pretežujejo, ampak da te sam slišijo in jaz mislim, da potem se da tukaj začeti graditi. Ja, to bi če mogoče jaz zadal tukaj, predvsem tisto temeljno sporočilo, ki je tukaj, da začne spoštovati samega sebe. To se pravi, če si bil tam ranjen ali kakorkoli nek način spolno zlorabljen, ki je tudi zanimivo, da največ spolnih zlorab se zgodi v zakonskih posteljih, mi niti ne razmišljamo na dan način. Ampak ko ženska oziroma tudi moški, da ne bomo samo ženske, ponavadi je tako, da smo mi moški nekako bolj nagnjeni tem po spolnem odnosu želja. In če ženska reče ne, oziroma če moški reče ne, če imaš ti rad nekoga, to spoštuješ. In ne greš naprej, če imaš rad, če spoštuješ. In bistveno temeljno po tega pri ženski je, da to svojo žensko intuicijo, ki ji pravi, danes pa ne je imelo spolnosti. In tudi mogoče moški mogoče ženska tudi tega ne izrazi, ker je strah polopočel, me bo zapustil, me bo zavrgel, kaj pa bo zdaj, da če mi spoštujemo, če začutimo to, da ne gremo naprej, da smo sposobni tudi to spolno zadovoljitev nekako prenesti in rečemo, ne, tudi jaz lahko zdržim brez tega. Ker spolnost je res, kot sem že prej rekel, služi za gradnjo odnosov, ne pa za razreševanje te svojih stisk, bolečin, travm, ki jih doživimo v partnerskem odnosu, ker ljudje smo bitja odnosov in ljudje smo edina živa bitja, ki se lahko med spolnim odnosom pogledamo v oči. Se pravi, da je to nekaj globljega, da ni to samo spolnost za neka telovadba, jaz ko včasih rečem po domače, ali neko sproščanje nekih napetosti, nekih težav, ampak da se pogledamo v oči, da se pogledamo, kje sem jaz, kje si ti, a se čutiš, a se čutimo, a se doživljamo. Ljudje smo tudi edina živa bitja, ki imamo spolne odnose izven reprodukcije, ker živali se bolj ali manj razmnožujejo izključno zaradi tega, da dobijo potomce. Mi pa imamo za gradnjo odnosov te svoje spolne odnose. Ampak večkrat je pa daleč temu tako. In če tukaj doživimo, če ni te predanosti, čustvene, miselne, duhovne tudi, se pravi ene presežne, poltelesne, se večkrat tudi, da se nosečnost samo zgodi, da nekako ženska zanosi in pol je moški tisti, ki reče splave, ona ne ve, ali bi splavila, ali ne bi splavila, ali kakorkoli ne. In tudi, če ta ženska otroka obdrži, se ta otrok rodi s kakšnim občutjem, z ene občutke neželjenosti, z ene občutke krivde, če ne bi tebe bilo, ne bi bila niti skupaj. In vse to na nek način otroka zaznamuje. Zato, če ni pripravljenosti, najprej ranimo samega sebe, ranimo drugega in še ranimo otroka, ki je tam spočet, ker se rodi v tem vzdušju nezaželjenosti, nehotenosti, neljubljenosti, včasih celo krivde, če ne bi tebe bilo, se ne bi midva poročila, in v tem vzdušju on na nek način odrašča. Na začetku našega pogovora ste, Mihaela, vi omenili, da se moramo o spolnosti pogovarjati. Oziroma ste tako povedali, da se zelo malo govori o spolnosti. Kako pa mogoče to tudi izziv dveh partnerjev, da se verjetno morate več pogovarjati o spolnosti? Ali na kakšen način naj bi se pogovarjati o spolnosti? Oziroma, kako začeti pogovor o spolnosti, če tega nisi slišal doma, če nisi iz takšnega okolja? Jaz mislim, v prvi vrsti res začeti govoriti o sebi, res kaj pristno, kaj doživljaš tam. Ja, kaj je v redu, pa kaj ni v redu, Ker ponavadi se zelo oziramo, poskušamo na nek način drugemu pomagati, in s tem skušamo zanikati tisto, kar čutimo. Ok, mi zdaj ni, da objema, ok, pa naj me objame, da ne bo mislil, da ga nima več rada, da sem jezna na njega, ne vem, v tem stilu. Je res treba biti tukaj iskren, ker takrat, ko nisi iskren in ne govoriš tistega, kar čutiš, tudi na nek način prezadaneš partnerja. Ker tudi tisto objem, ki je ukrade, ni isti, ni pristano objema, in partner to čuti. Tudi jaz bi se strinjal s tem, da ne greš preko sebe, večkrat jaz rečem, da točno veš,
zakaj se nekomu približaš, ker želiš spolni odnos, zakaj objameš? Objameš zaradi tega, ker bi rad spolnost, ali objameš zaradi tega, ker imaš res rad nekoga, ker imaš nekoga rad, ne? In to začutiš, ali je tisti objem iz ene želje, enega nagona po spolnosti, ali je tam zadaj ena ljubezen, ena pristnost, ena iskrenost, ne? In jaz mislim, da ni bistveno, da se mi to pogovarjamo, ali zdaj, kako bo spolni odgled, kje bo imela spolni, kako bo položaj. To so šle take iracionalne, nebistvene stvari, ne? Ampak da spoštujemo sebe, to je tisti temelj, ne? In da rečem, če mi ni do tega, mi ne gre, ne morem spolno, ne morem, še pravi, da še nekaj manjka. Ker če mi gotovimo, kaj še tam manjka, da spolni odnos ne gre, to je tisto bistvo. Večkrat tudi rečejo, spolni odnosi ne grejo in ne vem, kupuje nekakve revije, nekakve pripomočke, ne vem, kakve položaje, vse potrebno. Ampak zakaj mi ne bi prisluhnili svojemu telesu? Ker svoje telo je tam reklo, dovolj je, ne gre več. Telo se je začelo spoštovati. In je reklo, dovolj je, ne gre, nekaj manjka. In kaj, če bi mi šli bolj v tej smeri, da bi začutili, kaj v čustvenem, miselnem ali kakršnem koli svetu manjka, ne pa iti nekam v trgovino in urediti te stvari. Bom uredila stvari, da bom moža zadovoljila, da ne bo odšel. Se pravi, bistvo vsega tega je, da začneš sebe spoštovati in svoje telo nekako nazaj prihajati v stik s svojim telesom, ki je mogoče bilo ali zlorabljeno, ali ne vem, strani moža, ali strani žene, ali že prej kdajkoli, ne. Ampak da začneš svoje telo poslušati in reči, telo se je začelo spoštovati, a ga bom poslušala, a ga ne bom poslušala, ne. Ker telo nikoli ne laže in ti vedno pove resnico, ne. Ampak problem je v tem, da mi svojega telesa ne poslušamo, ker je strah, da bomo ostali sami, da bodo ljudje odšli. To pa je tisti temeljni strah, ki je vsak sebi doživlja, da bomo sami, da bo ena ljubljena oseba nas zapustila, da nas ne bo rada imela in smo pripravljeni dati tudi svoje telo, ki je nekaj najbolj svetega, nekaj najbolj sakralnega in je edino in je enkratno in je neponovljivo in je samo takšno, kakršnega imamo mi. Ampak, če mi to svoje telo damo na razpolago, ne gre, verjamte, da ne. Telo se ti vedno maščuje, vedno ti pride nazaj, ne. In zato je fajn se ustaviti in reči, dovolj je bilo tega, ne. Mogoče še za konec, kakšno zaključno misel, nekaj lepega o spolnosti. Ja, jaz bi rekel, da je spolnost ena izmed najlepših stvari, v kateri se lahko najbolj oplemenitiš kot ženska ali kot moški. Hkrati se pa lahko najbolj prizadaneš, ne. Največje rane, največje bolečine, kako bomo tudi o tej spolni zlorabi povedali, ne. Da najhujše stvari lahko ti povzroči, ne. Zato bi rekel, spolnost najprej bi rekel, dajmo si čas, ne prehitevamo, ne. Ne upajmo, da bomo od spolnosti oziroma iz telesa izželi tisto, kar ne dobimo čustveno, ne. In bi rekel, začnimo se pogovarjati o spolnosti, pa ne o spolnosti, o teh spolnem aktu samo, ampak predvsem o tistemu primanjkljaju, tistemu manjkanju. Gremo v samega sebe, v svoj čustveni svet in začutimo, kaj tam manjka, da nam ne gre, da nam spolni odnos ne zalaufa ali kakorkoli, ne. In da rečemo, ne, spolnost ne bom se dal, svojega telesa ne bom dala na razpolago, ampak izključno tistemu, za kateremu čutim, da je res tega vreden in da mu to pripada, ne. Da do spolnega odnosa pride tako, da niti ne veš, da je spolni odnos, ne, da se samo predaš, prepustiš in se samo znajdeš v spolnem odnosu. To je res spolnost, ne. Vse drugo je pa en poskus, da bi razrešil te svoje stiske, bolečine, travme, nesporočenosti, ki jih ne boš, ne. Se pravi, da do spolnosti, nekako ta moja misel, da do spolnosti pride tako, da niti ne veš in se samo znajdeš v spolnem odnosu, ne. To je tista pristna, iskrena spolnost. Še Mihaela? Ja, bi se kar na to navezala, dejansko, ja, da je tista najlepša spolnost takrat, ko se delujejo tako moji možgani, tako moje srce, tako vse, kaj jaz čutim, kaj jaz doživljam, kaj jaz sem. In ko sem res prisnala tam, da je to, ne. Draga gosta, hvala za pogovor. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prisluhnite govorici svojega telesa in glasu svojega partnerja. Se tako boste gradila lep in čudovit odnos. Srečno!